Kako mi pravzaprav ocenjujemo podjetja pri financiranju z vidika krožnosti? Banka je si nekako zagotovila oziroma razvila inovativno orodje v obliki dokaj obsežnega vprašalnika 53 vprašanj, kjer presojamo podjetja tudi z vidika krožnih načel. Ta vprašanja sicer niso vsa naravnana v smislu ugotavljanja krožne naravnanosti podjetij, vendar v okviru teh 53 vprašanj je 12 vprašanj, ki pa so specifična za pravzaprav ugotavljanje, v kateri fazi se nahaja kreditojemalec oziroma prosilec financiranja. V okviru teh 5 bilanc imamo tako 5 sklopov in vprašanj, ki se tičejo finančne bilance, surovinske bilance, okoljske bilance, energetske bilance in inovacijske bilance. V okviru finančne bilance ugotavljamo poslovno odpornost podjetja na dolgi rok, potem v surovinski bilanci je snovna učinkovitost podjetja. Okoljska bilanca seveda predstavlja skrb za naravno okolje in družbeno odgovornost. Pri energetski bilanci se sprašujemo, kako je z energetsko učinkovitostjo v podjetju in pa kakšna je tehnološka prebojnost podjetja, razkriva inovacijska bilanca. Na podlagi teh podatkov 170 podjetij, analize teh 170 podjetij, lahko vidimo prvo oceno, kako krožno naravnano je slovensko gospodarstvo, se pravi, le majhen delež mikro in majhnih podjetij lahko uvrstimo med krožno naravnana podjetja. Krožni prebojniki definitivno so srednja in velika podjetja, ki jim je že uspelo narediti korake v to smer. Ravno tako smo analizo naredili sektorsko, kjer vidimo, da je najbolj uspešen sektor storitveni in pa tudi industrija. Industrija je naredila dokaj uspešen in velik korak že v tej smeri. Najslabše pa je pri sektorju transporta in gostinstva. Tukaj dejansko predstavlja kar 94% tega sektorja še vedno kot linearni poslovni model. Tudi zelo pomembno, kako bomo pristopili k reševanju postopnega prehajanja na krožni poslovni model glede na sektor, ker namreč pomembno je, da vemo, da so različna razmerja med stroški in učinki takšne transformacije. No, naslednja zadeva, ki bi jo želela predstaviti, je zelena obveznica. SID banka je v letu 2018 izdala svojo zeleno obveznico v emisiji 75 milijonov evrov, kotira na dunajski borzi. Struktura vlagateljev te obveznice je 46% slovenskih vlagateljev in 54% tujih vlagateljev. Torej, kot rečeno, gre za zeleno obveznico in pomeni cenovno ugodna denarna sredstva za financiranje ekoloških in trajnostnih projektov. Z zeleno obveznico smo doslej financirali kar nekaj projektov, namenjene pa so financiranju obnovljivih virov energije, čistega transporta, energetske učinkovitosti, trajnostno upravljanja voda in odpadnih voda, ravno tako je preprečevanju onesnaževanja okolja,
predvsem pa je tudi za naša podjetja pomembno, da financiramo izdelke, proizvodne tehnologije in postopke, ki ustrezajo krožnemu gospodarstvu oziroma trajnostnemu razvoju. V okviru dosedanjega financiranja za zeleno obveznico lahko povem, da smo do konca leta 2020 financirali 15 projektov v skupni višini 78,8 milijona evra. Glede na to, da gre za večletne projekte, smo doslej izplačali 42,6 milijona evrov, ostalo še čaka podjetja v okviru faze izvajanja investicij na črpanje. Kot primerjavo oziroma kot informacijo lahko povem, da z 1 milijonom evrov vloženih sredstev v zelene obveznice na letni ravni dosežemo naslednje ocenjene okoljske učinke, in sicer zmanjševanje emisij plinov za 615 ton CO2-ja, povečujemo proizvodnjo električne energije, v proizvodnjo toplotne energije, prihranek energije in proizvodnjo dodatne količine recikliranih izdelkov in povečevanje potniških kilometrov iz naslova čistega transporta, pri čemer bi mogoče za primerjavo povedala, da zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za 615 ton je enako kot primerjava novega avtomobila, ki v Sloveniji na 10.000 kilometrov povprečju pridela 1,2 toni izpusta CO2. Torej 1 milijon vloženih sredstev prispeva k zmanjševanju izpustov CO2, ki ga pridela 512 avtomobilov o povprečno prevoženih 10.000 kilometrov, kar mislim, da je spodbuden podatek.